rabimo dlje delati za stanovanje v Ljubljani, kot za New York, Dubaj, Singapur ali Amsterdam. Vsem ni meni osebno jasno, zakaj vsi v Ljubljano. Če bom jaz nepremičnino kupila in bom odplačevala kredit, bo ta kredit enako visok, kot bi odplačevala najemnino. Ampak smo ugotovili, da zdaj, ko so nižje obrestne mere, v bistvu nepremičnina na dolgi rok že stane manj, kljub temu, da se je cena dvignila, ker je zadolževanje cenejše. Zdaj, kar se tiče obdavčitve nepremičnin, kolikor jaz razumem, davek tudi ne bo tako visok. Tisti, ki ima za 2 stanovanji in mu je ni treba oddajati, da plačuje kredit, tistega tudi ta davek ne bo zadel. Ta davek bo bolel tiste, ki pač si težko privoščijo stanovanje. Nekje okoli 110 tisoč nepremičnin, v katerih živijo ljudje starejši od 65 let. Tudi ta pritisk bo enkrat prišel na trg z dedovanjem. So res taki primeri, da enostavno imaš raje prazno, kot da bi oddal nekomu. Takih stanovanj po raziskavi Financ je v Ljubljani okoli 11 tisoč, kar je ogromno, zares ogromno. Najprestižnejše soseske v Ljubljani in delež nakupov z denarjem, torej brez kreditov, je bil od 60 do 80%. Zakaj ljudje to tako kupujejo, glede na to, da očitno z denarjem znajo? Eno je denar narediti in to ga definitivno znajo, drugo je pa denar zaposliti. Kako se išče, kaj se išče, kako vemo, da je priložnost dobra, da to nekaj, kar boš mogoče pa dobil denar ne v 44 letih ali pa 40, ampak mogoče v 20. Ali obstajajo še take priložnosti? Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Incrementuma. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa bomo imeli temo, ki je med Slovenci še kako popularna, in to so nepremičnine. Skoraj da vsak med nami jo ima ali pa želi, zato bomo danes poskušali odgovoriti na vprašanje, kako do nje, koliko let moramo delati, če imamo drugo, koliko časa traja, da se nam naložba splača. Pa o tudi seveda poslovnih nepremičninah, najemih, pa malo tujina, obrestne mere, krediti, kaj trenutno stanje pomeni seveda za trg nepremičnin. In danes gostim kar 3 sogovornike, zato da bomo res lahko odgovorili prav na vsa vprašanja. In sicer je z mano Ajda Kaluža iz podjetja Arvia, pa druga sogovornica Vesta Levstek, agencije Nepremičnine Plus, in pa sogovornik, ki smo ga enkrat že imeli, to je Aljoša Zelnik, specialist za upravljanje osebnega premoženja, ki se dobro spozna tudi na nepremičnine. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začnemo s podatkom, ki sem ga našla na spletni strani Banke Slovenije, in sicer, da so z 90% nepremičnine daleč najpomembnejši naložbeni razred v premoženju Slovencev. Kot sem že omenila, skoraj da vsak Slovenec ima ali celoto ali del neke nepremičnine. Od tega je, to je sicer podatek iz leta 2021, ki je zadnji, vse skupaj 200.500 evrov premoženja, od tega 151.500 v osnovni nepremičnini, potem to je primarna, je približno 120, 31.500 druga, potem je pa še avto, medtem ko so ostali naložbeni razredi, celo delnice, pokojninski skladi in podobno, res v niti ne odstotkih, ampak v manjših deležih. Aljoša, ti praviš, da nepremičnina, tista primarna, osnovna, ni naložba, ampak je strošek. Zakaj? Je, zato, ker v tisti živimo, tam dobimo neko varnost za življenje, pa neko mirnost. Ampak, če govorimo čisto iz naložb, se moramo vprašati, koliko dobimo mi od te nepremičnine nazaj. In v tisti, ki živimo, jaz imam samo stroške z njo. Zdaj pa ne vem, če ima kdo drugače, ne mi pove, pa bom začel drugače delati. Drugo je pa, če imamo mi noter nekega najemnika ali pa da imamo podjetje neko noter, ampak od tega dobivamo najemnino in takrat pa lahko rečemo, to je pa že naložba. Ampak tudi avto je z tega vidika potem strošek, ker imamo z njim samo stroške, nas pa res pripelje iz točke A v točko B. Jaz se strinjam, da je nepremičnina, v kateri bivaš, sigurno strošek, hkrati je pa v bistvu moš poračunati, koliko bi dal za najemnine, če bi pa plačeval najemnino. Tako da tle je treba, jaz mislim, da je treba nepremičnina, to je moje osebno stališče, nepremičnina, v kateri bivaš, če je to tvoja prva nepremičnina, drugače obravnavati, kakor pa vsako naslednjo. Tako da recimo tudi sama sem nepremičnino kupila na kredit in to tako, ko se spodobi na 30-letni kredit, tako da ga še odplačujem, pa ga še bom nekaj let. In takrat se mi je zdelo
kljub temu, da sem bila obkrožena z finančnimi analitiki, ki so res zelo poglobljeno tudi so vlagali vse sort sredstev, se je meni osebno, seveda zaradi tega, ker sem tako vzgojena, seveda tudi, ampak se mi je zdelo pomembno in sem si preračunala, da če bom jaz nepremičnino kupila in bom odplačevala kredit, bo ta kredit enako visok, kot bi odplačevala najemnino. Tisti trenutek za tisto stanovanje, za moj konkretni primer je bilo tako. Tako da mogoče to v razmislek, vsekakor nepremičnina je strošek, hiša je luksus. Tudi jaz razmišljam tako kot Ajda. Večina ljudi s prvo nepremičnino absolutno ne razmišlja, kot da je to naložba. Absolutno ne. Je dom. Naložba je kvečemo potem druga, tretja. Tudi vikend ni naložba. Tudi avto Vikend ni je naložba. Ja, to je vse za moje dobro, za moje lušno. Nismo pa edini. Cel vzhodni blok približno razmišlja tako in je ta odstotek lastniških stanovanj nepremičnin bistveno večji kot nekje na zahodu. To boste pa vi vedeli. Da tle dodam podatek, UBS je šel računati, koliko neto letnih plač potrebuješ, da si lahko povprečnih seveda privoščiš stanovanje v različnih mestih. Za Slovenijo sicer tega seveda niso šli preračunati, so pa to naredile finance, ki uporabljajo podobne kriterije in recimo rabimo dlje delati za stanovanje v Ljubljani kot za New York, Dubaj, Singapur ali Amsterdam. Torej za mesta, ker če samo pogledamo hotelske cene ali pa cene večerje in pijače, bistveno presegajo slovenske. Res, da plače so višje, pa vendarle razmerje med plačo in finance so izračunale, da potrebuješ 12 letnih neto plač, da prideš do 60 kvadratov velikega stanovanja. Kar pomeni, da 12 let, recimo, da začneš pri 25, skoraj da tam do 40 ne smeš ne jesti, ne kupiti nič, iti nikamor, kaj šele plačati stroške elektrike in vsega ostalega, ker 12 let delaš samo za eno 60 kvadratov veliko povprečno stanovanje, torej za noben luksus. Je to presenetljivo? Jaz bi imel, rečemo, en odgovor ali pa neko teorijo o tem, je v bistvu iz problema o finančni pismenosti. Slovenci izhajamo iz juge gor in takrat smo poznali nemško marko, bančen depozit v nemški marki, če nisi hotel denarja izgubiti, zlato pa nepremičnino. In drugega pa ni bilo, pa ni obstajalo in nisi mogel drugam investirati, in to je 100 let investiranja in rabimo generacije, da se bo vsaka generacija bo bolj odprta za druge stvari. Tudi ljudje vprašajo svoje starše, kam pa ne investiramo, kaj je mlad pa neizkušen. In mi smo dobili odgovore, nepremičnina pa da je denar na banko, kar je čisto zgrešeno, ker imamo lahko ful veliko različnih naložb, tudi imamo različne naložbene razrede, ki so pa odzadaj nepremičnine in so veliko bolj donosne kot pa neke sami najemi nepremičnin. Ker točno to Slovenci imamo, po teh podatkih Banke Slovenije, torej nepremičnino in kot vemo, več kot 26 milijard depozitov, kar pomeni ogromno denarja na bankah, medtem ko je vse drugo premoženje, ali zlato, ali delnice, ali pokojninski skladi, ali vzajemni skladi, kakršnikoli skladi, so v veliki manjšini. Še en podatek, ki je mene tako zelo presenetil, veliko ljudi jaz poznam, ki reče, nič, bom pa vzel še en kredit, pa bom kupil še eno stanovanje, pa ga bom oddajal. Ne samo zdaj, ko je tako popularno Airbnb, Booking in podobno, kar se zna omejiti, sploh glede na izkušnje nekaterih drugih turistično privlačnih mest in prestolnic, ampak tudi za nek, recimo, dolgoročen najem. Ponovno finance so šle izračunati za različna mesta, koliko let traja, da se ti naložba v stanovanje povrne. Za Ljubljano je bil podatek 50 kvadratov veliko povprečno stanovanje, torej spet smo brez kakršnega koli luksuza. V Ljubljani traja, če upoštevamo davke in stroške, ker seveda je treba v tem času stanovanje kaj obnoviti, pa recimo, da se ne golfa in si prijavil ta prihodek, je 40 let. V Kranju celo 44, če pa odštejemo davke in popravila, je pa 22 let. Kar pomeni, da tudi če enega evra ne vložiš v to stanovanje. Odkje ta fama, da je naložba najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi, naložba v nepremičnino, najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi v življenju, in torej vzeti še en kredit, ne samo tega za 30 let, ampak še enega, mogoče celo za 40,
in to potem oddajati. Donosi, sploh v zadnjem letu, so bili izjemni. Tako rekoč vsi naložbeni razredi so tolkali rekorde. Indeksi so, vsak dan je nova najvišja meja. Ne? Zlato raste. Zdaj se celo govori o 3000 in podobno. Odkje je to samo pri Slovencih velja? Odkje ta fama? Očitno je fama, ker 40 let pač ni lih nek kratek naložbeni rok. Ja, spet je odgovor je v neznanju pa nepoznavanju stvari. Tudi Slovenci nismo še navajeni, da bi nekega svetovalca plačali, tako kot je treba odvetnika plačati. In včasih tudi, ko delam kakšne izobraževanja, upismenjevanje ljudi, delavnice, v bistvu ta delo ne znajo vrednotiti, koliko je to delo, ampak znajo zelo Slovenci vrednotiti. Rečemo, če 1 uro predavaš enako, kot pa če bi 1 uro ploščice polagal, toliko kvadratov gre, to je toliko denarja, ne pa kakšna je dodana vrednost tistega znanja, ki ga ljudje predamo. In tukaj vidim neke te usporednice. In jaz imam v bližini en blok na nov, zgrajen v Kranju. In nadpovprečna so bila stanovanja, vse je bilo prodano pred 1 letom, tudi vseljeno je, ampak je samo mogoče tretjina, še to sem veliko rekel, živega noter, pa imajo igrišče za otroke, privat zadaj, nobenega otroka, zato vse je prazen, tiste par luči se vidi. To pomeni, da so kupili kot naložbo za drugo ali tretje stanovanje in ne za stanovanje, v katerem živijo. Ja, Niti oddajajo ga, ne. In Zares je samo parkiran denar, ki je navaden. In škoda se jim zdi, sploh oddajati, ker se bo škoda dela, ker vejo, da je treba pa spet nek svoj denar v to nepremičnino vložiti. Jaz mislim, da je tudi taka nepremičnina ne raste toliko hitro, če noben, bi rekel, imaš občutek, da noče nihče not živeti, ali pa namesto, da bi bil to poln vesel blok, poln življenja, je to blok duhov. Za vas vprašanje, dolgo ste delali tudi na banki, kjer ste sicer vrednotili nepremičnine, pa vendarle, če zdaj pride nekoliko drugačna ureditev pri Airbnb-ju, Bookingu in podobno, to je pri kratkoročnem oddajanju, in če pride nek dodaten davek na premoženje, v katerega je vključena seveda tudi nepremičnina, ker ko smo ugotovili, je to najpomembnejši naložbeni razred, ki ga imamo, jaht vsaj nimamo toliko Slovenci, kot imamo nepremičnin, bi lahko to preprečilo take primere. Torej, da ni najemnih stanovanj, da mlade družine ne morejo priti do tega, hkrati imamo pa 2/3 bloka v Kranju, ki je prazen in ne služi nikomur. Tle bi jaz ločila Airbnb, recimo to je Kranj, ne vem, če bi bil Kranj tako zanimiv kot turistična destinacija, da bi zdaj nekdo v Kranju kupil stanovanje, zato da bi ga oddajal prek Airbnb-ja, tako da tle na ta konkreten primer verjetno Airbnb situacija ne bo bistveno vplivala. Zdaj, kar se tiče obdavčitve nepremičnin, kolikor jaz razumem, davek tudi ne bo tako visok. Tisti, ki ima za 2 stanovanji in mu je ni treba oddajati, da plačuje kredit, tistega tudi ta davek ne bo zadev. Ta davek bo bolel tiste, ki pač si težko privoščijo stanovanje. Tako da, mislim, ne rečem, da ni prav. Jaz se strinjam s tem, da se te stvari obdavčijo, če imaš pač več premoženja, da prispevaš, sorazmerno, ampak vseeno je treba biti majčkeno realen. To ne bo rešilo težave. Na drugi strani je Vesna izpostavila, da so ta stanovanja mogoče tudi prazna, ne samo zaradi stroška, ko ti ne želiš, da bi nekdo poškodoval tvoje stanovanje, ampak zaradi zakonodaje, ki pravzaprav, ko enkrat se vzpostavi najemno razmerje za nedoločen čas ali pa za daljše obdobje, tako kot se izpostavlja, da bi imela za 10 let, je v bistvu lastnik v slabšem položaju od najemnika. Ker v resnici, če najemnik ne plačuje stroškov, pa da je vse po regelcih, vse prijavljeno in tako, da se držimo črke zakona, in če najemnik ne plačuje stroškov, pa imaš 2 leti, recimo, imamo primere, ko so bili ljudje 2 leti noter, niso plačali ne stroškov, ne najemnine, in na koncu jim tudi nimaš, tudi ko se stvar razreši sodno, ti ne dobiš nič od tega. In zato je to tveganje v bistvu zato, da ti daš nekaj v najem tako zelo, zelo visoko. Vi imate konkretne izkušnje. Koliko je res takih izkušenj, da ali ne plačujejo, ali B naredijo res večjo, znatnejšo škodo v stanovanju in recimo, da ta znesek presega tistemu, kar itak daš kot neko varščino. So res taki primeri, da enostavno imaš raje prazno,
kot da bi oddal nekomu, ker potem poslušamo zdaj, pa noče otrok, pa noče živali, pa noče tega, ne, na koncu. Pa zdaj, če si samska oseba, je to minus, če si družina, je to minus, zelo odvisno, ne, koga se vpraša. Koliko je res slabih primerov pri najemu? Takole, zdaj se sam malo vrnem na te številke, pa na Kranjsko prazno stanovanje. Takih stanovanj po raziskavi Financ je v Ljubljani okoli 11 000, kar je ogromno, zares ogromno. In mogoče še komentar, vse novogradnje v Ljubljani, ki se gradijo, ne prispevajo prav nič k nekem večji ponudbi ali karkoli podobnega, ker so kupljene kot naložba in ostajajo prazne. Ali pa kot naložba v smislu damo najemnika noter, vendar ne dan svoje prve nepremičnine na trg. Ne. Teh primerih bolj slišim, ampak res konkretno in tudi vidim, se dogajajo morda tam, kjer mi smo pač nepremičninska družba in skrbimo mogoče tudi sproti za nek red in za pisnost pogodbe in za neke nasvete in izbiro najemnika. Težko rečemo v procentih. Pri nas skoraj, da mogoče smo imeli 2 primera v 25 letih, da je bilo malo problematično, da je bilo bolj umazano, poškodovano stanovanje na koncu kot ne. Ali pa da so najemniki izginili, kakšni tujci ali kaj podobno, oziroma pa so šli v tujino. Kaj pa pogodbe? Veliko se je govorilo, ne, o davčnem bremenu. Vmes se je ta delež, koliko je davka na oddaje nepremičnin, sicer spremenil in pravijo, da ko je nižji, je več prijavljenih davkov. Torej, da ko pade iz 25% na 15%, ljudje v bistvu nehajo razmišljati o goljufanju in je to vseeno dovolj mali znesek, da so ga pripravljeni plačati in višji kot je, manj kot prijavljajo. Se pa velikokrat sliši recimo, da dajmo si izmisliti primer, da je najemnina 1000 evrov, 500 dajo pogodbo, 500 pa na roko. Marsikdo od lastnikov reče, rad bi imel po regalcih, ampak toliko davka. Ne? Dobro, potem se pač pogovorimo in je toliko davka, ampak vidim to tendenco, ja, če bi bile, in trdim, če bi bili davki nižji, bi imeli veliko večji splen pravzaprav pobranih davkov in veliko večjo kontrolo. Trenutno tudi nobenih evidenc ni, GURS ne vodi tega, FURS ne vodi, oziroma FURS iz pobranih davkov, kolikor pobira, mislim, kolikor kontrolirajo to. Zadnjič sem prebrala eno izjavo enega nepremičninskega posrednika, da tako rekoč vse milijonske nepremičnine v Sloveniji, večina jih je v Ljubljani sicer, se kupujejo s cashom. In tudi moji bivši kolegi na Bloomberg Andri so šli gledati te, kot bi lahko rekla, zdaj so že skoraj vse, ampak recimo najprestižnejše soseske v Ljubljani in delež nakupov z denarjem, torej brez kreditov, je bil od 60 do 80%. Zakaj ljudje to tako kupujejo, glede na to, da očitno z denarjem znajo, ampak torej dajo milijon v cash, ampak kaj pomeni, da imajo dovolj denarja, da ima nekaj tudi v delnicah, zlatu, kripto, surovinah, ali tudi te ljudje, ki očitno znajo z denarjem, ker so zaslužili milijon, ki ga imajo na računu oziroma kjerkoli v sefu, kovčku, skešira in pride tja, plača in gre. Ne razmišlja pa, da bi recimo kam drugam vložil z bistveno višjim donosom. Ja, to sta 2 kategoriji. Eno je denar narediti in to ga definitivno znajo. Drugo je pa denar zaposliti. To je pa ta druga kategorija in tukaj pa v bistvu padejo, oziroma grejo neko zelo varno varianto, tako kot je bančen depozit in tukaj pa ne poznajo drugih možnosti oziroma se jih bojijo. Bojijo se pa teh padcev večjih na trgih. Ampak če bi šli pogledati, je manj kot tretjina let je negativen donos. Se pravi, mi se bojimo vsakega 3. ali pa 4. leta, da bo nek padec in kar je pa 100% na borzah oziroma na različnih trgih, da vedno vsak naslednji vrh je bil višji od predhodnega. Se pravi, če imamo mi čas za investirati. Če si dolgoročen vlagatelj, kaj pri nepremičninah ponavadi si, ne? Na nepremičninah skoraj drugače ne moreš biti. Če imaš čas investirati, bo denar sigurno naredil svoje. Bolj je problem, ker Slovenci smo zelo hazarderji. To varno je enim, sploh tem ljudem brez denarja, jim je to nezanimivo. Ja, bo pa čez 10 let bomo podvojili denar ali pa da bo denar nekaj konkretno naredil, to mora biti že čez en mesec. In pa grejo prevelika tveganja in izgubijo vse. Tisti z
več denarja, ne, če se pogovarjamo o teh, ki so investirali milijone, njim je pa bolj pomembno, da denar tudi nekaj naredi in jim je že par procentov dovolj, na leto. Preden nadaljujemo in če želite izvedeti še več o investiranju v kriptovalute, se na povezavi spodaj prijavite na posvet. Torej, veliko smo govorili o tem, koliko časa traja, da se naložba povrne. Izpostavljali smo seveda predvsem Ljubljano, pa vendarle ni bistvenih razlik, če pogledamo druga mesta. Seveda pa vedno obstajajo neke manjše, enkratne, posebne naložbene priložnosti, ko si ob pravem času na pravem mestu in seveda dovolj denarja, da lahko to hitro plačaš. Kje se išče kakšne take stvari, sploh če gre za recimo drugo ali tretje stanovanje, ki bi ga imel kot naložbo, bi ga recimo oddajal, tudi če morda ne za kratkoročni najem, ker je to na območju, kjer ni prav zelo turistično. Kako se išče, kaj se išče, kako vemo, da je priložnost dobra, da to nekaj, kar boš mogoče pa dobil denar ne v 44 letih ali pa 40, ampak mogoče v 20, pri čemer si tukaj plačal in davke in neke stroške. Ali obstajajo še take priložnosti? Na stanovanjskem trgu? Mislim, verjetno se kakšna najde, ampak praviloma bi pa jaz rekla, da težko. Mislim, predvsem to območje, kjer se ne išče. Ker tam, kjer se išče, je to iskanje spodbudilo spet rast. Tako da treba je primerjati ceno nakupa, povpraševanje, tudi neko, mogoče severna Primorska, gor, dobite ugodno nepremičnino, a boste dobili tudi najemnika, vprašanje. Se pravi, treba pogledati, kje je interes za najem, kakšno najemnino nekdo pripravljen plačati v nekih ruralnih območjih, kjer imajo večinoma velike hiše, nepremičnine, v katerih bivajo širše družine, tam ni najemnika, tam ni študentov, tam ni turistov. Kaj pa torej poslovno nepremičnino bi se morda bolj splačalo v kakšnem večjem mestu, pa da ne gledamo samo Ljubljane, ne vem, kupiti in oddati gostinski lokal, pisarno, kakšne prostore za, ne vem, kakšen kozmetični salon, frizerski salon, kakšno drugo dejavnost, ne vem, šiviljsko, nimam pojma, pač nekaj, kar ni samo stanovanjska nepremičnina. Je morda na tem področju, če greš kot zasebni vlagatelj v neko manjšo naložbo, tukaj kakšna priložnost? Jaz mislim, da so donosi večji na poslovnih nepremičninah, še zmeraj pa ti donosi ne dosegajo tistega, kar mogoče kakšni druga sredstva, drugi naložbeni razredi dosegajo. Ne? Lahko govorimo recimo za Zagreb, konkretno sem poslušala številke, je bilo med 7-8 in gor, odstotkov. To je bruto, ampak to je precej več, kot je za Ljubljano, če smo prej govorili o stanovanjih. Ampak na takih nepremičninah sploh lahko konkuriraš večjim naložbenikom, torej podjetjem, omenila si Zagreb, Slovenci radi kupujejo v Zagrebu, ravno zdaj so bili nekaj posli narejeni. Recimo vedno bolj popularno je sell and lease back, kar pomeni, da nek velik investitor kupi in potem nazaj oddaja. Ali ti kot mali vlagatelj sploh lahko konkuriraš na takem trgu poslovnih nepremičnin in ujamaš pravo priložnost in najdeš eno dobro poslovno nepremičnino, kjer pa spet moraš imeti potem najemnika in vse ostalo. Kaj je dobra poslovna nepremičnina? Garaža. To pa res. Parkirišča. Parcela, ki jo blizu kliničnega centra spremeniš v parkirišče. Postaviš avtomat ali pa nekoga, ki pobira parkirnino in je naložba zelo dobra. Parkirišče, garaža lahko prodaš zelo hitro, je bistveno bolj likvidna kot stanovanje. So pa tudi cene garaž v Ljubljani zelo visoke, zelo vzrasle. Pa seveda ne kupuješ garaže, ki je premajhna za kakršenkoli avto in ki je nekje, kjer ni nobene potrebe po nakupu oziroma parkiranju. Kar pa se dogaja, ker ti stara blokovska naselja imajo garaže, ki so bile prilagojene tistemu voznemu parku, ki smo ga imeli v 70-ih, 80-ih. Še vedno zanimive za motorje, za oldtimerje in za skladišča. Generalno gledano se mi zdi, da pri nepremičnini je pomembna samo lokacija. In kot mi pravi dostikrat kolega, ki je posrednik, reče, da edina napaka, ki jo pri nepremičnini kot naložbi resnično lahko narediš, je, da jo preveč plačaš. Ampak je res, da v Sloveniji se v bistvu cene, če pogledamo za neko dolgoročnejše obdobje, ne vem, recimo 2024, tako rekoč bistveno niso znižale celo po finančni krizi 2008-2009, ko so drugje po svetu padle, je bil pri nas ta padec majhen in zelo zamikom, tam na 4-5 let, 6 celo se je počasi
zamaknil. In tudi zdaj podatki so, pri nas je recimo v letošnjem prvem polletju so nova stanovanja se podražila za 18,2%, medletno rabljena za 7,6%, medtem ko Avstrija, Nemčija, nekatera mesta tudi po 20% upad. Na splošno celoten svet po začetku višanja obrestnih mer za dobrih 5% niže cene. V Ljubljani in v Sloveniji tega ne vidimo. Zakaj? Je pa seveda bistveno manj transakcij, ampak cene ne sledijo običajnemu gibanju, kot smo ga navajeni v večini sveta. Slovenija se, saj na nepremičninskem trgu, malo drugače obnaša. Mi se radi potrkamo po prsih, pa rečemo, da smo posebni, pa da so nepremičnine sigurne, ampak kot v disclaimerju se vedno reče pri naložbah, pretekle realizacije niso zagotovilo za prihodnje. A ne? Zdaj, kar se tiče teh naših padcev, ja, pri nas niso taki drastični padci, smo jih videli, a ne, v finančni krizi, veliko kasneje kot padec prometa, a ne. Tako da to še ne pomeni, da se ne more zgoditi. Jaz pač moram priznati, da nekega fundamenta, iz katerega izhajajo te rasti, pač jaz ne vidim, a ne, glede na gospodarsko situacijo, ampak to poganja po moji oceni nekaj drugega. Zdaj, da bi pa rekla, da zdaj smo pa to nepremičnina in si varen in si siguren. Ja, če predpostavljamo, da si ti dolgoročni vlagatelj, pol v katerem koli momentu vložiš na trg, pa pustiš noter denara, ne, boš v bistvu profitiral. Zdaj, sam ne smeš odreagirati. Ko je panika. Ko je panika, pravi, kako že reče Warren Buffett, vlagati je treba takrat, ko so ceste krvave, a ne, ko vsi krvavijo. Takrat moraš ti imeti denar. Ampak zdaj se kar nekaj gradi, a ne, kar sicer ne pomeni, da bojo ta stanovanja jutri, pa vendarle imamo po Ljubljani kar nekaj novih projektov, ne. Zadnji sem sicer brala, da tam, kjer je LPP, mislim, župan Janković, sicer zelo, zelo veliko zelenico in ne postaviti, ne vem, koliko jih je tam, nekaj tisoč stanovanj lahko, pa vendarle bo to kakorkoli spremenili tudi cene. Zaenkrat ni, ne, tako kot sem prej rekla, vse te novogradnje, ki so že na trgu, ki so tudi že vseljene, kot je rekel v Kranju, ne, tretjina praznih ali 2/3 praznih, in to se dogaja tudi v Ljubljani. Tako da ne, skoraj se ne pozna, nič ni povečana ponudba, da bi zaradi tega cene se karkoli nižale. Ne. Morda bi bila še višje brez teh nepremičnin, ampak... Geodetska uprava je prejšnji teden dala ven prve ocene naših nepremičnin. Jaz sem svojo pogledala, podatki ne držijo, sem pa vesela, da je bistveno nižja cena, kot jaz ocenjujem, da je, tako da, ne, če bo to osnova za davek, lahko tudi ostane. Bo to kakorkoli spremenilo, kaj zdaj razmerje na trgu? Je to nek nov pokazatelj, lahko to kakorkoli vpliva na ceno, če je cena, ne vem, 20-30% nižja od tega, kar se dogaja na trgu? Konkretno sem dobila prejšnji teden v roke oceno vrednosti tega konkretnega stanovanja. 293 000 evrov je bilo ocenjeno in danes pogledam novo oceno 172 000 evrov v Gursu. Ne. Tako da so že spremenili? Objavljene so od petka, se mi zdi. Ja, sej, kaj pa je bila ta prva? Je pa cenitev ocenjevalca vrednosti. Okay. Jaz sem mislila, da so, ker sem prebrala, da bojo popravljali, sem mislila, da so že popravili navzdol. Tako da, če so, nisem preverjala ostalih, ampak če je vse toliko odstopanja, ne bo tega nihče resno imel, razen če to res osnova za davek, pa naj bo. Ne. Mi smo dobili eno novinarsko vprašanje, kjer so ugotovili, da so modeli zelo dobri. In ker je to naš foh in mi delamo cenitve, a ne avtomatske, smo seveda skočili in naredili analizo. Zdaj, ti rezultati se malo razlikujejo od vajnih izkušenj, sicer smo vzeli 1725 stanovanj v Ljubljani, pravzaprav po celi Sloveniji, in so rezultati relativno dobri za stanovanja. Lahko, da smo imeli ravno tako vzorca, ne, da smo pač, ker vzorc je bil sicer naključen, ne, ampak rezultati so bili res dobri. Če se rečem, da je napaka sicer s časom raste, kaj to mislim, januar, februar, marec so bili zelo, ne vem, mogoče 1,3% odstopanja, ne, od dejanskih sklenjenih transakcij. Ampak v marcu, junij, avgust, ne, pridemo že, mislim, da je avgust zadnji mesec, ki je bil, pridemo že na
čez 6%. Ne? Se pravi, GURS modeli so dobri in za potrebe davčne potrebe so verjetno dovolj dobri. To bo se davčna odločila, pa vlada. Žal pa so očitno inputi, a ne, mogoče problematični. Kaj recimo so upoštevali, ker še v mojem prejšnjem stanovanju so takrat dejansko prišli popis narediti, ne, in so pogledali in smo videli, ali so nova okna, niso nova, obnovljeno, neobnovljeno. Zdaj za to stanovanje sem jaz noter 7 let in noben ni nič vprašal, jaz sem ga takrat tudi celovito prenovila in vse, ne. Je to seveda že nekaj popolnoma drugega, kot če bi bilo stanovanje v... To je dolžnost lastnika. To boste sama javiti, kaj ste obnovili, tako da te okna, inštalacije, kopalnice, pa večina pač tega ne dela. Pa tudi ni vplival 30%. Mi smo še pogledali ostala stanovanja, no to je res konkretna stvar, ki sem jo dobila v roke. Stanovanje lahko prodaš za to, za koliko ga je nekdo pripravljen kupiti. Pa vendarle, bi lahko bile recimo te ocene saj neka osnova pa za banko za pridobitev kredita? Žal ne. Zakonodaja bančna je jasna. Banka mora imeti individualno oceno, GURS-ove ocene pa niso individualne, ker vzame referenčno nepremičnino in jo potem malo popravlja. In to ni individualna ocena. To je masovna ocena, je zelo popularna, zelo razširjena v svetu in se običajno uporablja za potrebe davka. Prednost tega modela je, da lahko oceni čisto vsako stanovanje ali pa hišo kjerkoli. Medtem, ker če ti nimaš primerljivih prodaj, to zelo težko narediš, ker individualne ocene se pa delajo na primerljivih prodajah ali pa na donosih. Torej, ti ne moreš imeti težave, recimo kupuješ stanovanje se prodaja po 500 000. Tle je ocenjeno za 300 000, ti pa potrebuješ 350 000 kreditov, ker nekaj imaš seveda lastnih sredstev. To pomeni, da želiš več kredita, kot je tvoja ocena stanovanja po GURS-u seveda. Bi lahko vseeno banka rekla, da je tukaj problem? Mislim, seveda bi lahko rekla, ampak to boš mogel imeti tudi smolo. Saj banka tam ni tvoj nasprotnik, ampak je tvoj partner. Kaj je bankin produkt? Bankin produkt je kredit, ona s tem zasluži. Njej je v interesu dati stranki kredit, pri čemer si mora zagotoviti, da bo to dobila nazaj. Tako da tukaj niso interesi navzkriž. Prej je verjetnost, da bo tisti, ki govoriš z njim na banki, ki je v resnici prodajalec kreditov, mi se moramo to zavedati. Mi tja pridemo ne prositi za nekaj, mi tja pridemo kot stranka. Meni morajo storitev prodati in jaz jo lahko grem tudi drugam iskati. In banka se bo potrudila, da bo človeku storitev prodala. Zdaj, koliko bo pa on vztrajen, pa koliko dobro bo šel nakupovati, ki je mimogrede ena najbolj pomembnih finančnih odločitev posameznika. Če dobiš 0,3 odstotne točke dol, se to pozna, Če zračunaš na 30 let. Tako, in tako moraš zračunati, večja kot za avto, če se greš pogajati za Jurja. Tako da jaz mislim, da tukaj mogoče se bo kakšen primer najdel, ampak bo šel pa na drugo banko. Tu banke niso neumne. Vseeno pa Banka Slovenije zdaj v svojem zadnjem poročilu ocenjuje, da je precenjenost stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici leta zrasla in da se tveganje na tem področju krepi. Torej ne znižuje kljub padcu obrestnih mer, kar Banka Slovenije še kako dobro ve. Kje je torej težava? Zakaj oni ocenjujejo, da se tveganje povečuje? Ker druga velika tveganja, ki so jih zaznali v sistemu bančnem, je kibernetska varnost. Vsi vemo, kaj se dogaja. Tukaj pa druga stvar, na katero opozarjajo, nepremičnine. Lahko govorimo o kakšnem balonu, o čemerkoli. Je več denarja, ki se moramo sposoditi za nepremičnino, če zdaj izključimo tiste, ki lahko zagotovita kupja. Večje tveganje je to za banke, ker morajo več denarja nazaj dobiti. Ampak smo ugotovili, da zdaj, ko so nižje obrestne mere, v bistvu nepremičnina na dolgi rok že stane ven, kljub temu, da se je cena dvignila, ker je zadolževanje cenejše. Ja, ampak so tudi dali toliko omejitev noter, družine, na katere po moje zdaj ciljamo, one imajo še otroke, in še to je pol kredit, oziroma obrok kredita ne sme biti daljši in moraš dobo podaljšati. Sploh priješ do želenega zneska in spet, če se bo nepremičnine dražile, bo več denarja treba nazaj dobiti, kljub temu, da so obrestne mere se niso šle veliko dol, ampak se ne pozna toliko, medtem ko tudi bančna ponudba kreditov
ni šla toliko dol z obrestnimi merami. Ko so šle za depozite, so zelo zaostajali. Nisem hotela reči, da so se pri kreditih v bistvu zdaj bistveno bolj že potrudili in so že po dvakrat znižali, medtem ko pri depozitih niso bili kaj prav zelo fleksibilni in ne glede na to, da so si sposojali in tam nalagali po 5, so nam dali, ne vem, če si imel kakšno akcijo 3%. Mi smo pa vzeli, bi pa šli kam drugam na kakšno drugo banko, ki je pa dala 3. Tako vsej mislim, da je... Da se dotaknemo še najemnega trga, glede na to, da smo rekli, veliko stane manj transakcij, vedno više cene. Nekako tudi pravijo, podobno kot velja za bančni kredit, ponavadi dajo približno tretjino tvojih razpoložljivih dohodkov, ker seveda moraš še kaj drugega v življenju početi, kot imeti nepremičnino. Nekaj takega velja tudi za najem. Torej, da naj bi za najemnino uporabil približno 1/3. Glede na povprečno plačo v Sloveniji si ti za 1/3 svoje plače stanovanja v Ljubljani ne moreš najeti, ker so že sobe za študente, kjer si deliš kopalnico, kuhinjo in dnevno sobo 400 € in več. Kaj se tukaj dogaja? Tudi tu cene rastejo. Tujina prav tako je v krizi, nekoliko so nekatere nepremičnine najemne padle, recimo Nemčija so bili kar neki padci, v Sloveniji, Ljubljani, Mariboru ni obala, turistična središča, nobenega padca. Predvsem ni meni osebno jasno, zakaj vsi v Ljubljano. Razumem, turisti pospešujejo oziroma dvigujejo te cene, zasedajo neke študenti. En velik študentski dom bi rešil, če je to 1000 študentov v privatnem najemu, 1000 študentskih sob sprosti 500 stanovanj. Vse te službe v Ljubljani ali pa ne vem, zakaj je taka želja kupovati, najemati. Mogoče najemati so bolj razumem kot kupovati. Tu se viša cene. Ja, pri nas so cene visoke, garsonjera je 600 € plus ali pa 550 plus. 4-sobno stanovanje 2000 € z lahkoto. Mora biti lepo urejeno, primerno, tudi odnosi urejeni, ampak ja, se ga da oddati. Je pa res, da se za velikostjo cena po kvadratu niža. Ja. Ker je tudi bazen ljudi, ki bi to plačali, bistveno manjši kot za nekdo, ki da 500, 600, mogoče 800 € za 2000, razen če niso neki tujci, ki tle delajo, zelo malo ljudi najema. Ker imajo to logiko, bom pa rajš kredit odplačeval, pa smo spet... Pa smo spet pri kreditu, Zdaj so začeli že nekateri razmišljati, da bo, ker se pa tudi veliko poslovnih prostorov gradi, da bi se lahko nekatere stare poslovne prostore, ki imajo določene omejitve, lahko spremenili v stanovanjske oziroma v neke apartmaje. Equinox je to naredil v Črni vdovi oziroma Delovi stolpnici, ampak so rekli, da so za pridobivanje papirjev potrebovali 12krat več časa, kot pa za samo gradnjo oziroma obnovo. Je pri nas to ena od možnosti, da res se veliko gradi, sploh ko bo recimo cela železniška postaja nova, bo tam nekaj novih stolpnic, gradijo se tudi druge. In seveda vsak želi biti v lepi, moderni, svetli pisarni, kjer vse funkcionira tako, kot mora, ne v neki stari, sploh glede na to, da ni nujno, da je cena tako zelo različna, glede na to, kaj dobiš. Je to ena od možnosti, torej, da se te stare poslovne stavbe spremeni mogoče v kakšne manjše bivanjske enote. Mislim, to je trend v tujini, Kolikor razumem, se politika obrača v to smer, ko ugotavlja, da so pisarne mačkeno ostale prazne, Zdaj, je to pri nas izvedljivo, pa bi rekla, da težko. Pri nas je za spremembo namembnosti potrebuješ gradbeno dovoljenje. Equinox je potreboval verjetno predvsem za gradbeno dovoljenje, soglasje in vse ostale papirje 12krat več, delali so pa 2 meseca pa pol, kar pomeni 2 leti pa pol pa za papirologijo. Bi bilo mogoče kaj hitreje, če bi se cela stavba spreminjala, kar pomeni, da mogoče kakšnih sosedov ali pa kaj svem kaj ne rabimo spraševati, ker oni so tukaj, če se ne motim, 2 nadstropji spremenili. Ti rabiš soglasje solastnikov, v taki večstanovanjski stavbi, oziroma stavbi, ki ima več enot, več lastnikov, tudi če niso stanovanja, tudi če je poslovna. In če hočeš ti nekaj takšnega narediti, potrebuješ, zdaj jaz ne bom trdila, bi bilo treba točno v zakon pogledati, ampak mislim, da je 75% soglasje. In zdaj to pomeni, da greš ti od vrat do vrat, od pisarne do pisarne in trkaš in prosiš za podpis.
Ne? In če tega soglasja nimaš, ti sploh ne moreš v postopke No, štartati. vprašanje, če so v takih velikih poslovnih stavbah ni toliko veliko lastnikov, ne, kot Odvisno. mogoče v bloku, odvisno. Pa je treba pogledati ne vem, parkirišča, pa dostope, pa tako naprej. Ne gre to kar tako, a ne, tukaj so... Zato se pa plača premijo, a ne, na to, da dobiš ti velik delež, tako kot pri podjetju, ne, obvladujoči delež. A ne. In mislim, da v tej konkretnem primeru, mislim, da imajo oni obvladujoč delež v tisti stavbi. A ne. Tako da oni niso bili, tle jih niso mogli. Ni bilo to, ne, po mojem, ni bilo to ta soglasja Niso bila solastnikov problem. oziroma drugih etažnih lastnikov, ni bila ta problematika, ki se je raztegnila na 2 leti. Vse je normalno 2 leti pridobivati gradbeno dovoljenje, pri nas po mojem se ni nič kaj dosti kompliciralo. Gremo še malo tujina. Nemčija se sicer, kot smo vajeni že zadnje leto, podatki se mal, pa ne vem, je MPM indeks končno malo boljši, pa je izvoz malo večji, pa industrijska proizvodnja malo pade. V glavnem zdaj je bil ravno pri nepremičninah se je septembra podatek izboljšal, še vedno v negativnem območju, minus 42,7% oziroma točk, ampak je pa opazen nek dodaten mini zagonček. Prej smo rekli, cene tam so padle tudi za 20%. Se to lahko z neko zamudo prelije k nam, ali ta majhen optimizem pomeni, da mi v bistvu tega ne bomo čutili, ker vseeno na nepremičninskem trgu pa nismo tako povezani, kot smo recimo pri kakšni industrijski proizvodnji, izvozu, avtomobilski industriji in vse, kar v tem trenutku poslušamo. Mislim, da je lastniških stanovanj v Nemčiji po 60% vseh, ne, že tukaj je razlika, mi smo pri 90, ne gre čez druga mentaliteta. In verjetno se tudi zaradi tega lahko trg hitrejše odzove, ker je manjša navezanost na nepremičnine in jih prodajajo pač po tisti ceni, ki je, in ne čakajo, bomo pa drug let ali pa čez 2 leta, pa čez 3 leta, če bo tako. Včasih ljudje tudi malo, ne vem, se zakrčijo samo zato, ker slišijo, da je nek negativen sentiment, ne, v Nemčiji se pa ful manj gradi, pa ful je kriza na nepremičninskem področju, pa tudi jaz rajš nam kupo, ker zihar bo to tudi pri nas, ne. Slovenci so vedno najbolj varčni v krizi, tudi če recimo se na njihovih prihodkih to ne pozna, samo zato, ker prideš v nek tak negativen feeling, ki potem zelo vpliva na tvojo potrošnjo, ne. In nepremičnina, razen če je nujno rabiš, je nekaj, kar seveda lahko mogoče odložiš, če na neke boljše čase. Nek ta sentiment ne bi mogel k nam priti, pa še poslušajo kitajska nepremičninska kriza, baloni, cela mesta neprodanih praznih stanovanj. Ni to nekaj, kar bi na Slovenca s to njegovo željo po lastni nepremičnini vplivali? Je mogel bi, mi se počasi učimo, tudi jaz sem enkrat malo po statističnem uradu iskal in prišel do podatka, da je nekje okoli 110 tisoč nepremičnin, v katerih živijo ljudje starejši od 65 let. Ne, tudi ta pritisk bo enkrat prišel na trg z dedovanjem, ker bi mogoče rešili težave z novogradnjami, ki jih ni, pa so obljubljene. Je pa res, da se življenjska doba daljša, ne? Tako da bomo imeli v bistvu s tem kvečjem večjo težavo, ker bodo ljudje vedno dlje zasedali ta stanovanja in ne manj. Ne? Tako da je to še ena dodatna težava, torej dolgoživost. Tudi v končni fazi boljša forma, ne? Si lahko ti sam živiš popolnoma samostojno, ne? Dolgo, 80-90, ne rabiš neke posebne oskrbe. Jaz sem že opazil, že kar nekaj let nazaj, da so mogoče tudi ta segment ljudje, ne, tam 65, 70, 80 let, živijo v hišah praznih na pol, nimajo ne upajo ali pa nočejo se sploh izseliti v neko oskrbovano stanovanje, kjer bi si sploh privoščili življenje, ki jim je vredno, ne, ampak vegetirajo noter, ne morejo pa dobiti kredita in jim zamaka in sam še krpajo otroci in pa tudi na žalost ne morejo pomagati, ker so v svojih kreditih ali pa v bistvu težko shajajo skozi te nepremičnine, po moje drugega kot za podariti ne bo, pa na novo zgraditi takrat,
ko bo prišla na trg. Spet pri tej naši pretirani navezanosti na svojo lastno nepremičnino, ne glede na to, kakšno je v kakšnem stanju in dejansko biti recimo neko pritlično oskrbovano, malo popolnoma novo stanovanje, bistveno bolj ustrezalo v določenem življenjskem obdobju kot neka stara, hladna hiša, kjer porabiš ogromno za ogrevanje. Tega je nasplošno pri nas zelo veliko, ali predimenzioniranje nepremičnine ali pa premajhne, ker si pač večje ne moreš privoščiti. Ne? In tako stvar, tako udobnost bivanja, pa verjetno tudi stroške, predvsem tem, ki jih vzameš večji kredit za večjo nepremičnino za otroke, ki bojo recimo nekaj let plačuješ, ne da bi bila tista otroška sobica sploh zasedena, pa pol kasneje takele primere starih gospa ponavadi, ki ogrevajo samo kuhanco ali pa si pač v premajhnem. Ne. In nek najem, tak fluiden najemni trg bi marsikaj tukaj rešil. Ne. Imaš eno svojo nepremičnino, ki jo oddajaš, komor že, ti pa se selaš tja, kamor želiš in da tisto, kar takrat potrebuješ. In v kraju, ki ga potrebuješ. Sam je ta trg tako negotov, da si tega skoraj ne privoščiš. Ne moreš računati, da boš naslednjih 5 let lahko v 3-sobnem stanovanju z otrokom, ker ne veš, kdaj se bo nekdo spomnil, da ne bo več oddajal in podobno. Ne. Ali pa so hišo, da bi najel, pa potem nazaj v garsonjero, pa ta gospa starejša eno urejeno, nihče več skoraj ne vzame, oziroma ne več, sploh nikoli ni, nekih starejših upokojencev v najem. Ne, kaj pa boš, ne, kako se boš pa pogovarjal. Tako da najemniki so kar ena taka ogrožena vrsta. No, res je težav veliko. Prej smo govorili sicer, da imajo težave lastniki, tudi jih imajo. Na obeh straneh so zgodbe neprijetne. Je pa zdaj kar nekaj naložb bilo v oskrbovano stanovanje, tudi zavarovalnice so začele malo bolj o tem razmišljati. Tudi skladi recimo se vedno bolj obračajo nepremičnine. Je morda glede na to, da smo tako navezani na nepremičnine, morda za Slovence primerna naložba točke v skladu, ki vlaga v nepremičnine. Torej imajo na nek občutek, da so vložili v nepremičnino. Ja, je ena od rešitev, sicer v Sloveniji imamo zelo malo teh skladov, NLB ima enega, pa še ta vlaga v tuje ETF-e. Zadaj, potem so pa alternativne naložbe oziroma privat pa zaprti skladi, tam ne moramo priti čisto do točnih podatkov, za nekatere vem, s katerimi tudi sodelujem, kaj se tam zadaj dogaja. So pa potem še ETF-i, ki so večinoma v tujini, BlackRock je največji, ki jih ima tudi največ pa zelo regijsko, Evropa, Amerika, Azija in lahko vse to investiramo. So pa večina, kar sem gledal, je pa na 5-letnem donosu so pa v minusu, pa vsi vlagajo v nepremičnine. Tako da lahko tudi rečemo, da ni nepremičnina tudi zelo varna naložba z nekimi partnerji v Angliji, ki se pogovarjamo. Njim je točno jasno, da je vlaganje v nepremičnine tvegano, ko se pogovarja s Slovenci. Pa mislim, da to je najbolj varna stvar na svetu, pa vedno bo rasla. Sploh verjetno je tudi tukaj pripomogel tisti Jazbinškov zakon v 90-ih, če si ti na pol zastonj kupil nepremičnino, je še hitreje podvojila vrednost. Danes na te cene, da bomo zelo hitro podvojili ali pa potrojili, je tudi zelo težko. Definitivno je pa ljudje, ki razmišljajo o vlaganju in si rečejo, moja prva naložba bo neka nepremičnina, to se pravi neka dodatna nepremičnina poleg tiste, ki živim, je čisto zgrešeno. Dobivali bomo najemnino, ker če jo, jaz mislim, da je okoli 2-3% neto donos, če delamo vse po regalcih. Ja, to so stroški in davki, je ocenjeno na 2-3%. Airbnb pridemo tja do 8-10%, če imamo zelo srečo, pa zelo veliko damo, drugače je tudi nižje. In imamo pa na drugi strani tudi te alternativne sklade, ki so vezani na nepremičnino. Tukaj sta dva tipa teh skladov. Eden je, ki kupujejo velika središča ali pa hotele in dajejo v najem in mi dobivamo ven. Drugi tip je pa, ki gradijo. Tudi nekaj jih je že v Sloveniji, še več je tega v tujini. Tam imajo tudi neke milijardne zneske premoženja v teh skladih. V Sloveniji so to šele
manjši začetki in izrivajo v bistvu, večinoma, kar poznamo, je gradbena firma ta glavna, potem imamo pa podizvajalca. Ne. V tujini je investicijska firma ta glavna in nadzira vse gradbene firme in ne grejo od velike firme gradbene do manjše, ampak po vrsti. Ta prvi koplje jamo, ta zadnji bo pa vrt uredil, a ne, in grejo tako po vrsti, kakor jih rabijo. In tam donosi pridejo tudi do 15%, a ne, s tem, da nam ni treba dati za celo nepremičnino, a ne, je lahko tudi 10-50 tisoč evrov, a ne, odvisno kakšen tip sklada je, če alternativni je od 50 tisoč, neke druge variante so lahko tudi manj. V Angliji poznajo tudi na ta tip investiranja zelo podoben neko pokojninsko olajšavo, tako kot je pri nam zelo en približek drugemu pokojninskemu stebru. Ker se bomo zdaj mandat tudi zgledovali po Angliji in bomo avtomatično vključeni, če bo seveda ta del sprejet in se boš mogel ti izključiti, če ne bo želel. Zakaj so imeli te skladi pretežno minuse? Kaj navaja kot glavni razlog, kaj se je zgodilo v tem času, glede na to, kot smo že omenili na začetku, zadnje leto, rekordi povsod? Zadnjo leto imajo vsi plus, ampak jaz sem gledal donose na 3 pa na 5 let, ne, in v letu od 22 na 23 so imeli nekje od 25 do 45% padca. Verjetno zaradi padca nepremičnin, cen ali pa dražjih. Verjetno tudi zaradi korone, ne? Veliko poslovnih stavb v tujini je bilo v tem času praznih. Velik del si ni mogel več privoščiti najemnine. Vmes se je celo govorili o morebitni krizi manjših ameriških bank, ki so imele velik del teh kreditov notri in vse po fleksibilni obrestni meri, kar pomeni, da se je z višjo obrestno mero tudi strošek vzdrževanja kredita bistveno povečal. Verjetno je tudi ta del, ne? In zato tudi trend spreminjanja poslovnih prostorov, ki jih vedno manj rabijo, ne? Sploh generacija Z hoče delati samo še od doma, noče noben več v pisarno. Torej rabimo bistveno manjše pisarne oziroma manj pisarn. Ne? Ja, skladi so imeli, a ne, te ETF skladi, tam, kjer lahko pogledamo sestavo naložb, ne, so imeli večinoma ali turizem ali pa poslovne najeme oziroma vdajanje v poslovni najem, a ne, kar je ravno to vse zmanjšalo prihodke. A ne. Potem še ena taka naložba, ne, je lahko, imamo Slovenci, je delnica Equinoxa, ne. Ampak tudi ta temelji v bistvu na turizmu, a ne, 95 milijonov ima v vrednosti v 4 hotelih, sami so pa veliki 130 milijonov, se pravi 35 milijonov je pa nekje v drugih, ampak tudi temeljijo na oddajanju, a ne, oziroma kakšno stvar tudi prodajo, pa nekaj drugega kupijo, a ne. Tam pa vidim več problema v likvidnosti, a ne. Sem šel pogledat, za 3-mesečen promet je manj kot 100 tisoč evrov prometa ima delnica Equinoxa. In veliko je odkupov lastnih delnic tudi se kar redno dogaja. Sicer v zadnjem času je precej delnic oziroma podjetij blue chipov kupovalo, sploh Krka pa Cinkarna Celje, ampak tudi Equinox ima kar precej odkupov lastnih delnic. In ta podatek, ki sem ga prej povedala, da je bila rast v Evropi v prvi polovici na poslovnih nepremičninah v bistvu edina kategorija, kjer je bila zelo opazna rast, so bili ravno hoteli. Torej daleč največ naložb v hotelske kapacitete, vse ostalo, ne, pisarne, trgovski centri so bili v upadu in so v bistvu hoteli to vlekli gor, ne, in očitno podobno. Tako da očitno investitorji mislijo, da bo turizem še kar cvetel, ne, če že ne kakšna druga dejavnost, ne. Ja, spet tudi sem kakšne hotele imajo noter, ne, in Equinox ima dobre hotele, ne, te 5-zvezdnične, pa večinoma so večinoma polni. Tako da iz tega jim je lažje, za vse ostale pa nisem šel preverjati, no, kakšna je struktura hotelov, ampak prevladuje pa te večje hotelske verige, ne, v bistvu skladi za njih gradijo, ali pa v bistvu skladi za njih zbirajo kapital, da bojo pol ta veriga postavila hotel, kar se tudi investitorjem najbolj splača, ne, da je bolj predvidljiv donos, kot pa da bi zdaj naredili sklad, ki bo vlagal v družinske hotele, ne, neke manjše butične, kjer je pa večinoma odvisen od lokacije. No.
Zdaj sva tale ETF-e nepremičninske večino obdelala, kaj pa tokenizacija nepremičnin na blockchainu? To je ena od stvari, ki se z seveda razvojem tehnologij in kripta razvija. Je to tudi ena od stvari, kjer se bi dalo? Tukaj je prihodnost, v bistvu s tokenizacijo, nekaj podobnega kot pa če zdaj iz Equinoxa, tam dobimo delnico in imamo en delež. V bistvu, trenutno je ta delnica vredna 59 evrov in v bistvu smo mi lahko že lastnik enega delčka z 59 evri v tem hotelu in smo udeleženi v dobička. Danes sicer govorimo največ v nepremičninah, ampak tokenizacija pa lahko naredi vse, tukaj bojo finančni produkti, se bojo lahko tokenizirali, privat kapital se bo lahko tokeniziral, in je potencial je veliko večji. Ocenjuje se na nekje 30 000 milijard dolarjev je sredstev, ki bi jih zdaj lahko na prvo žogo takoj tokenizirali do leta 2030. Nekje tako ocenjuje. Tokenizacija je pa postopek, kjer realno premoženje tokeniziramo, damo v digitalno obliko. V žetončke digitalne. Tukaj rečemo žetončki, tokeni, lahko bi pa rekli tudi, dobimo delnico tega premoženja, ampak delnica je večinoma povezana z neko firmo, mi pa lahko in sliko, privat premoženje, ali pa vse to lahko damo v neko digitalno obliko. Potem naslednja stvar v postopku je pametna pogodba, kjer se določa vrednost nepremičnine, koliko ima dolgov, v kakšnem stanju je, kakšna bo najemnina. In dejansko na podlagi pametne pogodbe mi dobivamo pol avtomatska izplačila. V tem primeru, če smo zdaj na nepremičninah, z oddajanjem, bi vedeli, koliko je vrednost premoženja, koliko bomo na leto dobili z najemi in vsakeč, ko pride denar iz najema, gre direktno k nam v našo denarnico. In pol je še četrta stvar, je pa to lahko prodamo na borzi, se pravi. Jaz ne rabim več tega, ali pa bi zamenil za en drug token, ki mi je bolj všeč hotel, katerega si lastijo in bi bil raje lastnik tega, pač prodam starega, kupam novega. Z razvojem so na voljo tudi Bitcoin posojila in predvsem kriptohipoteke. Kako tradicionalne so naše banke? Delala si na NLB-ju, da bi recimo, koliko let rabijo, da bi sprejeli eno kriptohipoteko, torej celo za nek večji znesek, ponavadi so hipotekarni krediti, večji zneski. Kaj pa če takole rečem, ko bojo banke v tujini slovenskim državljanom to ponujale, bojo naše banke hitro sledile? Torej mora jih konkurenca prisiliti k novim prijemom. Jaz mislim, da ja, ali pa jih mora pač trg izobraziti, ampak se smo videli pri depozitih, Pri depozitih smo videli, da se pri nas ni nič kaj zgodilo. Jaz mislim, da to, ne vem, če se spomnite primera, ko je ena banka dala bankomat, pa tudi vemo, ko se je tisto končalo, tako da verjetno jih ni veliko, ki bi bili v prvi bojni liniji za take produkte. Vam se je že kdaj zgodilo, da sta se kupec in prodajalec dogovorila za plačilo v kripto? Ne. Jaz sem že slišala za primere, mislim pa, da prav veliko jih vseeno ni. Ravno zato, ker tudi zelo natančno moraš definirati dan, uro, po kateri vzameš neko. Lahko imaš, kot smo videli avgusta, se ti lahko v enem tednu zgodi marsikaj, v plus in v minus. Se da pogodbo tudi v stablecoinih definirati, ker je pa zelo 1:1 z evrom ali z dolarjem, zelo malo odstopanja. Ni treba ravno v Bitcoinu. Tudi v Dubaju se da nepremičnino kupiti z Bitcoini, kar funkcionira, preverjeno. Jaz mislim, da tudi cilj bank je, da nismo prav izobraženi. In na temu, v bistvu na stari slavi, delajo in služijo. Se mi zdi, da so banke zdaj vse v Sloveniji, nekako one vrtnarijo oziroma so v tistem peskovniku, pa gledajo samo, kaj dela sosed, da nam preveč izstopali ali v dobro ali pa v slabo.
zelo premalo se pa zavedajo, kaj delajo pa v tujini, pa da je zdaj Evropska unija enoten trg. In trenutno se da v Nemčiji dobiti obresti 3,5 na nevezan denar. No, že neobanke, ki delajo Ja, tudi pri v nas, bistvu ponujajo neobanke in tako obresti. trenutno pa po reklamah vidimo, da zelo slovenske banke pa zelo oglašujejo med 3 pa 3,5 za 12 do 13 mesecev vezave, se pravi, varno smo pa jaz na drugi strani isto. Pa še to je veliko, tudi za vezavo so ampak, redke, za kakšno akcijo, kdaj pa kdaj. In to je ravno to finančna pismenost, strah, ker nas je in dobimo v bistvu iste pogoje ali pa še celo boljše za nevezan denar ali pa za vezan denar, če imamo pa mi likviden denar, je pa to za nas bolj, saj se lahko kadarkoli se spomnimo umaknemo ali pa nekaj kupimo, ker nam pride primernega nasprot. In ta digitalizacija bo to kar rešila, ne, tudi projekti na Chainlinku, ne, tudi Incrementum vlaga v en teh projektov, ne. Tam not je protokol Proof of Reserves, ne, ki v bistvu ravno to dela, digitalizira premoženje, stvarno premoženje, ne realno, da v digitalno obliko, ne. In tukaj je seveda en velik potencial, ne, ker bomo pohitrili zadevo, pocenili, pregledna bo, pa tudi ne moremo jo ponarediti, ne, se pravi, ko je enkrat zapisana pogodba, je ne moremo več spreminjati, nobene redirke nimamo, da bi popravili znesek ali pogoje ali pa karkoli, ne. Dajva za konec samo še pogledati glede na trenutne razmere, sploh v luči nadaljnjega znižanja obrestnih mer, zagotovo v Evropi, predvidoma pa tudi v ZDA, zato ker so zadnji podatki za inflacijo nad pričakovanji, torej inflacija še kar tam vztraja, kar sicer ni najboljši podatek, pa vendarle veliko analitikov pričakuje še kakšen res do konca leta. Če pogledava glavne naložbene kategorije, ne, pa začnemo pri nepremičninah, ki smo se jih danes dotaknili, pa potem imamo obveznice, delnice, zlato in kripto. Kaj se bo s tem dogajalo? Ponavadi nižje obrestne mere, razen za obveznice, pomeni višjo ceno. Torej, tvoja napoved za teh 5 ključnih naložbenih kategorij. Ja, za zlato, po mojem, so ljudje ga zamudili, če ga želijo zdajle kupovati. Tisti, ki ga že nekaj časa imajo, so veseli. Delniški trg pa kriptotrg bi mogla prosperirati s tem, da je delniški trg en korak že prej naredil, ne, ker so tudi donosi že v tem letu bili že kar lepi. Po celem svetu, zdaj lahko jaz tukaj malo vidim Evropo izvzamem, ker ne vemo, kako se bo v naslednjih 2 letih odvijala ta avtomobilska industrija. Jaz mislim, da je tukaj veliko delovnih mest odvisno od te industrije. Načeloma pa upam, da se juha ne bo pojedla toliko vroče, kakor se skuha. Kripto je pa imel od vseh največji potencial, ne, se je največ padel. Že 2 leta čakamo, da bo začel, ne, in bildamo tisto mišico, a ne potrpežljivosti. Ni na nivojih pred začetkom avgusta, nikakor pa ne na nivojih iz začetka leta, ko so se ETF-i napovedovali in potem odobrili, tako da... Ja, ampak tudi 2 leti nazaj, ko se je maja zgodil tisti padec zaradi Lune, od takrat v bistvu trg stagnira. Saj smo imeli neke rasti in če je kdo bolj aktiven, je to izkoriščal. Za dolgoročne vlagatelje, kar bi bilo tudi najbolj primerno za njih, se pa več ali manj ni spremenil. Tistih 30-40% so v plusu, kar je veliko, ampak v kripto vsi pričakujejo, kako bojo 100, 200, 300% donose. Tega booma pa še ni naredil kriptotrg, ne, in prej ali slej ga bo. Pravijo, da sta običajno tradicionalno oktober in november najboljša meseca, tako da upamo, da bosta tudi tokrat, ne. September je običajno tradicionalno najslabši, oktober, november dobra, tako da bomo videli, kaj bo letos. In da še končamo z damama za vaju napoved za nepremičnine. Kaj nas čaka do konca leta, ne, in predvsem v prihodnjem letu, ker imamo neke pozitivne
signale, torej kot so nižja obrestna mera, torej lažja dostopnost do kredita, nekaj se vendarle gradi, hkrati pa, kot smo slišali, avtomobilska industrija, problem industrijska proizvodnja na splošno, Kitajci ne vemo, kaj bojo zdaj s temi svojimi fiskalnimi ukrepi, se bo kaj poboljšalo ali ne, Amerika se ugiba, kakšen bo zdaj pristanek, ali bo mehak, ali malo manj mehak, ali ga sploh ne bo, ali bo odboj. To lahko mogoče malo zavre neko nakupno vnemo, ko gre za take denarje, če nisi ti povsem prepričan, kaj se ti bo v naslednjem letu, dveh zgodil, tudi za plačo, tudi za službo, mogoče si malo bolj podvržen razmisleku, če tudi ti v svoji denarnici tega ne čutiš, ampak ko si dnevno soočen s temi slabimi novicami, pa tam bodo odpustili 10% Boeing, pa ne vem, ravno kar se bo zapirala mandat tovarna baterij na Švedskem, sej ni, da se te dotakne, ampak ko slišiš 10 takih novic vsak dan, pa mogoče pomisliš, da ni lih najboljši čas, da greš v naložbo, ki je lahko celo življenjska. Nekateri se enkrat samkrat odločijo in je to. Torej, do konca leta je 2025. Glede na vse povedano, pa kar smo že povedali prej tekom podcasta, jaz mislim, da kakšnih bistvenih premikov na našem tržišču ne bo, ko govorimo o stanovanjskih nepremičninah. Tako da tle jaz ne vidim, da bi promet lahko zrastel, jaz mislim, da bo pač trg še zmeraj spal in da cene pa da so zelo lepljive in da se ne bodo bistveno premikale od tam, kjer so. No, jaz mislim, da rahlo nagor, to imamo v zmeri s seboj. Nižje obrestne mere spodbujajo povpraševanje, kar pomeni dvig cen. Vse te slabe novice, ki ste jih našteli, se mi zdi, da zadnja leta, nekje od korone, da imamo kar v enih ponavljajočih se valovih neke slabe zadeve in smo mečkano utopeli in slišiš, ok, čez 10 dni je še zmeraj vse je v redu, gremo naprej. Tako da sicer ne pričakujem enega strašnega prometa ali pa povečanja števila transakcij tega, nekako tako, kot je zdaj, s tem, da pač cene rastejo, ja. Rahlo, ampak rastejo. Ne pa torej nekega pretiranega buba, ne v cenah na gor ali dol, ali pa na nekem pretiranem povpraševanju, ki bi ga zbudilo karkoli že, ali 100 milijonov državnih, ali pa... Mislim, da če pomaga 100 milijonov obveznice ali pa denarja ali pa ne vem česa, če ni ponudbe. In ponudba se tako hitro pri nas ne more dvigati, ne more obrniti. Počakamo Boscarola. Sploh glede na to, da se toliko časa čaka na gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da se ne zgodi nič prav zelo hitro, ampak v Sloveniji smo tega navajeni. Hvala lepa vsem vam za sodelovanje in vaše odgovore. To je bil še en podcast. Danes, kot smo rekli, o nepremičninah, torej stvari, ki jo imajo Slovenci zelo, zelo, zelo radi, zato so tudi cene takšne, kot so in pa seveda zaradi ponudbe. Če imate še kakršnokoli vprašanje za kateregakoli od mojih današnjih gostov, jih lahko kontaktirate ali na njihovih spletnih straneh ali na njihovem LinkedIn profilu, tako da vabljeni, če imate kakšno posebno vprašanje. Seveda pa najprej vabljeni k poslušanju in k resnemu razmisleku, predno se odločite za naslednji večji nakup. Srečno, do naslednjič.